Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni. Na kakšen način in zakaj pride do panike? Kako jo obvladovati? Kaj je usoda? Je to ena in ista beseda, kar se tiče karme? In pa kako spremeniti tok usode? O tem se bomo danes pogovarjali iz šole osebne rasti, je danes v naši družbi Tadej Pretnar. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Bravo. Torej, nadaljujeva tale pogovor za začetek usoda in karma. En in isti pomen, dve besedi? V bistvu karma pomeni delovanje. Ne? Beseda usoda pomeni nekaj, kar ti je usojen, ne? Karma pa delovanje, kar naj bi pomenil, da vsako tvoje dejanje ima določene posledice. In tle recimo pri karmi imaš tisti vzrok posledica, s tem, da nekateri malo enačijo z usodo, pa zaradi tega, ker pravijo pri tem učenju, pravijo, da stvari, ki se ti danes dogajajo, si zakuhal z delovanjem v prejšnjem. Ne? In recimo tudi učijo, da ti lahko nazaduješ. Ne? Sam ne vem, če ima toliko časa, ampak ta karma, v bistvu učenje v karmi je precej družbeno pogojeno, se pravi, za ohranjanje oblasti je zelo primerno. Dovolj mi še telih par besed, torej recimo izhaja iz Indije, tam imajo kastni sistem, kaste se po premožnosti pa po vplivu se razlikujejo, med sabo se ne smejo mešati in da te razlike lahko vzdržuješ, je pameten, da narediš torej sistem, po katerem si to, ker si tlele, ker zdaj doživljaš, zaslužil v prejšnjem življenju, če boš priden, boš v naslednjem, se pravi, boš napredoval v višjo kasto, če pa ne boš priden, boš pa celo nazadoval v nižjo kasto, kar je recimo zame totalna neumnost, kajti ko se nečesa naučiš, ti to znaš in na dušni ravni to učenje gre, ko nekaj se naučiš, to znaš, nimaš pol kaj nazadovati. Torej, v šoli osebne rasti učite, da karma ni to, kar mislimo. Ja, z različnimi prepričanji pride folk. Jaz tudi v procesu tega učenja, jaz nobenemu ničesar ne vsiljujem. Jaz pač svoja stališča pač predstavim, pa ne vsak vzame tisto, kar misli, da je prav. Če greva na usodo, kateri so tisti elementi, ki dejansko kreirajo to neko usodo, da gre v neko smer? Vsakih razlaga po svoje, sam verjeten, najbolj utipljiv je mogoče mnenje znanosti, ne? Kajti tudi znanost v svoji teoriji kaosa govori o vnaprejšnji determiniranosti. In znanost govori o 4 kozmičnih atraktorjih, to so nekakšne sile, ki v bistvu kreirajo fraktalne linije, po katerih se recimo oblikuje materija, pa ki oblikujejo tudi naša življenja, tok naših življenj. In ravno tukaj je pol caka, kako mi moramo v bistvu na nek način začeti sodelovati s temi atraktorji, da kaj bistveno spremenimo. In kaj so ti atraktorji? Obstaja kako lepše, bolj domače ime? Hec je v tem, da poznal jih je že Aristotel, imenoval jih je entelehije in razlagal jih je tako, da je to nek cilj, ki privlači sedanje dogodke. Se pravi, ran kontra vzrok posledica, se pravi, da posledice, ki so naprej določene, privlačijo dogodke, ki se zdaj dogajajo. Tako je to. Ampak glede na to, da je baza vsega zavest, se pravi, da je Bog v bistvu zavest in da smo del zavesti tudi mi, imamo torej moč, da se vpletamo v to kreacijo. Verjetno to lahko naredi človek, ki se je dobro spoznal, torej dobro spoznal samega sebe in se tudi osvobodil strahov. Prej sva govorila o tem, da dejansko ljudje, ki so v krču strahu, veliko stvari ne doživijo, zaradi tega varnega življenja pravzaprav sploh ne živijo življenja, ampak nekateri pa imajo prav globoke težave v tem smislu, da niti ne grejo ven, da jih takoj zagrabi panika. Kje so pa tukaj dejansko vzroki le tega? Zakaj pride do tega?
No, spet, če rečemo vzroki, je spet treba reči, da je to že naprej naštelan, kako to je. Ampak dejansko imajo nekateri blazne težave z neobvladljivimi strahovi in te težave izhajajo iz zgodnjega otroštva. Torej, mi da so v prejšnji oddaji govorila o amigdali in hipokampusu, ki jo nadzira. Ja. Ampak hec je v tem, da se hipokampus zadost za to vlogo razvije šele tam med 2. in 3. letom starosti. Torej, in pol sem imela primer tiste kače, pa tak se pravi, hipokampus tudi malo regulira, nadzira amigdalo. Torej, v prve 2-3 leta življenja ni nadzora. In zdaj, glede na to, da se otrok rodi iz ene vadne, temne, tihe maternice v tak hrupen svet, je zanj marsikaj stresno, se česa ustraši. Ker nima tega hipokampusa še razvidga, se on težje pomiri, se pravi pride do strahu, težje se pomiri in v bistvu se dostikrat sploh ne more. Zato rabi, da ga nekdo drug pomiri. Se pravi, da ga pomirijo starši. Če ima pa veliko smole, ne, oziroma če je taka linija usode, ima pa celo starše, ki povzročajo ta stres. Ne. No in torej v takih primerih ostajajo taki globinski zapisi v amigdali, ki pol vodijo v neobvladljive strahove, pa ne le to. Celo hipokampus se fizično razvija manj. Včasih je lahko hipokampus do tretjino manjši in pol ima dosti slabši ta nadzor nad procesi strahu. To, kar si tale trenutek povedal, pravzaprav ovrže neke teorije starševstva, pust otroka, ne takoj odreagirati, pust ga, da se zjoče in tako naprej. Se pravi, treba ga je pomiriti. Sploh v tej zgodni fazi, ker se pravim, on se praktično blazno težko, ker hipokampusa nima. Ima pa hipokampus, recimo, tudi smo rekli, da je povezan s spominom in ta nerazvitost od začetka je tudi vzrok, da se mi ne spomnimo teh 2-3 let življenja od začetka. Ne? Torej, ozaveščanje strahov, o katerem smo tudi že nekaj govorila, na teh 3 ravneh. Prva, ozavestiti čim več elementov, druga potem, da prepričanja pregledamo in tretja, da ugotovimo vedenje, se pravi, kaj v življenju... Kjer so omejitve, ja. Tako, do česa ne pride. Zdaj pa, če greva na tehnike odpravljanja strahov. Tukaj vidim ta 3 pravila, vzhodnjaki, ki jih tudi širijo. Ko greš skozi teme gost, globoko dihaj. Čem je finta? Finta je v tem, da omenila sva že, da pri večini dihanja se preseli dihanje v prsni del. In tukaj, ko je v prsnem delu, je dihanje bolj plitvo in dosti bolj nestabilen je naš mentalen in čustven del. In torej, ko pride do ene stresne reakcije oziroma do reakcije, na katero mi odreagiramo s strahom, kaj se zgodi? Če smo navajeni dihati z zgornjim delom pljuč, nam ta ritem zelo hitro sesuje. In torej dihanje, strah nam spremeni ritem dihanja in se s tem poglobi. Začneš kar sapo loviti pa tako naprej in to ni. Se pravi, ampak če lahko čustvena, se pravi neko čustveno stanje oziroma če lahko strah vpliva na dihanje, lahko tudi z dihanjem vplivamo na strah. Torej, če se natreniramo toliko, da imamo toliko prisotnosti, da takrat, ko vidimo čisto začetka, ko čutimo, da prihaja do tistega navala strahu, da začnemo zbrano, globoko dihati s trebuhom, do te reakcije ne bo prišlo. Dejansko lahko ustavimo paniko. Ja, ampak moraš imeti že malo kilometrine, da to lahko. Se pravi, ti moraš dejansko imeti tega notranjega opazovalca, tako močnega, da ta prav čas opaziš, kaj se dogaja. Drugače pa tudi za paniko obstaja zdravilo. Ne? In to je? Kaj se v bistvu dogaja pri strahu? V nas je en mehanizem, da nočemo doživljati neprijetnosti. In tudi pri strahu se dogaja to, da takrat, ko pride do ene situacije, katere se dejansko bojimo, gre naša zavestnost, del naše zavestnosti gre ven iz telesa. Ravno zaradi tega, da bi manj izkusili strah. Ti duša uide, rečemo. Ja, duša ti uide. In recimo, če pogledamo Japonce, oni so imeli tisto obredni samomor harakiri. Zakaj? Zaradi tega, so bili prepričani, da duša vstopa pa izstopa iz telo iz ene točke pod popkom.
Ne, in dejansko ta točka se takrat, ko nas je strah, začne nekontrolirano širiti. In mi takrat se zgubljaš, zgubljaš tisto prisotnost. In spet finta, če zadost hiter to opaziš, daš obe dlani na to točko, začneš globoko dihati in si predstavljaš od spod temno fleho, črn flek. In dihaš tako, da jo z vsakim izdihom jo potegneš malo skup, ene 7krat toliko, da se po 7 izdihih spreminja na točko, se ti zapakira zavestnost not nazaj v telo in ti takoj se začneš drugače počutiti. Wow! Torej dejansko, že takrat, kaj kakšna trema, se splača tole probat, da vidiš, da res dela tako, da v takih bolj kritičnih situacijah, da to rutinsko narediš. Ne da takrat, kaj že moram, ne. Drugo pravilo vzhodnjaško, kar se tiče tehnik odpravljanja strahov, ki je tudi navedeno v tvoji knjigi Novi, kako spremeniti tok usode. Ko pride do navala strahu, ga sprejmi kot najboljšega prijatelja. A to počnejo tisti ljudje, ki jih je strah višine, pa se grejo pa vreč dol iz letala, pa bungee jumping, pa tak naprej. Gre za to, da sem jaz prepričan, da imamo mi se prav v svojem ustroju imamo zapisan, kako se je treba spopasti s strahom, ampak to pozabimo zaradi analitičnega uma. Recimo, jaz se spomnim, sem se kdaj zbudil v morastih sanjah in opazil sem, da povezano, globoko pa povezano diham. S tem načinom ti tudi strah recimo procesiraš. In takrat, recimo, ko pride do navala strahu, takrat se moraš enostavno temu prepustiti in se pravi energiji prepustiti, ohraniti prisotnost in povezan dihati. S tem jo ti procesiraš. Ampak mi pa kaj? Mi pa, zakaj do tega prišel? Pa tako se pravi, greš v glavo, ker glava nam je pa vzela to znanje in pozabiš na to znanje. In takrat gruntaš, se pravi, zakaj je do tega prišel, koliko časa bo trajal pa tak in pol gre vse v franže. Se pravi, analitičen um stran. Samo soočati se in soočati se energijsko. Se pravi, zaradi analitičnega uma pride do strahu pred strahom. Ja, tudi ta je dobra, ne? Strah pred strahom. Seveda, torej, ko imamo mi težave s strahom, po nas je že strah, da nas bo strah. In recimo, če znaš tisto tehniko, ki so jo prej omenila, tole s črnim diskom, avtomatično en strah odpade, zaradi tega, ker ti veš, da lahko to skontroliraš. Že sva govorila o tem, ampak vendarle še enkrat, če soba zasmetena, vzemi metlo in jo pomedi, ne pa da analiziraš, odkot kakšna smet prihaja. Vse to je povezan s tole drugo, ne, se pravi z analitičnim umom. Dejstvo namreč je, da so naše reakcije toliko zapletene, da je bolj tist predstava našega uma. Našemu umu se fajn zdi, če misli, da kaj pogrunta. Ampak ta pravih vzrokov ti v bistvu ne moreš najti. To je preveč prepleten. In zaradi tega raj ukrepi, raj se energijsko sooč s strahom, kot pa da analiziraš, zakaj, odkot. Recimo, ne vem, če veš, da Japonci sploh nimajo družinskih terapij. Oni pravijo lepo, imej zavestnost v hari, dihi s trebuhom in vse bo okej. Se pravi, dihamo. Ja. Dihamo. Ja. V šoli osebne rasti tako in tako učite ogromno vseh takih in drugačnih načinov. Bi pa mogoče bilo vredno, glede na to, da si temu posvetil tudi pozornost v tej knjigi, kako spremeniti tok usode, torzijsko polje. Malo na fiziko mi to vse skupaj liči, pa vendarle je fajn, da poznamo, da vemo, kako in kaj je torzijsko polje. Ja, če gledaš svet, to, kar se dogaja na osnovni ravni, ne, je videti, da tako, kot je potreben nek čas, da pride do ene težave, je potreben določen čas tudi, da težavo rešimo. Ampak mi bi radi to malo pospešali. Se pravi, in torzijsko polje je dejansko ena energija, ki lahko naredi hitre spremembe. Je pa zdaj, smo že kdaj govorili o torzijskem polju, tako da več jaz ne bi v tem, bi pa nekaj drugega zanimivega povedal. Ne moramo ga mi ustvariti enak dober na vsakem mestu, se pravi, moramo znati najdeti mesto. Nekaj je recimo zanimivo, ne? Pa iz tega izhodišča, da recimo kvantni fiziki govorijo o matrici z vsemi možnostmi, se pravi, ti hočeš preskok v eno drugo možnost. Zdaj, mogoče ta prvo vprašanje,
Zakaj mi teh drugih možnosti ne vidimo, če so? Ali pa recimo v ezoteriki govorijo o teh energijskih svetovih. Zakaj jih ne vidimo, če so? Oziroma, zakaj so samo nekateri sposobni to videti? Gre za to, da na valni ravni, na ravni naših genov, mi smo sposobni vse to zaznavati. Ampak zakaj nismo? Zaradi zemeljskega magnetnega polja, se pravi elektromagnetno polje Zemlje, ono enostavno gene pa naše zaznave na enih ravneh izključi. In finta je v tem, da moramo mi pri delu s torijskim poljem najti mesto, kjer je to zemeljsko magnetno polje šibkejše. In tam bomo mi lažji spremembo naredili in to je res zelo malo znano. Wow. Je pa znano v tej knjigi, vidim, da je celo poglavje, to spada potem pod bivalni prostor? Ne, to je že od začetka tehnike dela, se pravi, kako narediti kvalitetno torijsko polje. Kvalitetno torijsko polje. Ni čisto vse tudi od nas odvisen, mi moramo sicer vse narediti, sam pol obstaja še en K-indeks, se pravi en indeks, ki je odvisen od nekih energijskih dogajanj na Soncu. Je pa dejansko, ker si pa omenila bivalen prostor, gre pa za to, da energije bivalnega prostora niso statične, ampak dinamične. Se pravi, mi nam nezavedno stalno s prostorom komuniciramo. In to je enako, kakšna razlika je, če si v prostoru z ljudmi, s katerimi si skregan, ali pa ki te ne šmergljajo, ali pa z ljudmi, s katerimi se dobro zastopaš. To je ista stvar. Se pravi, narediš si energijsko tak prostor, s katerim se štekaš, te bo podpiral. Tudi ozemljitev si vključil in zraven pravzaprav dopisal, da je to najbolj ignoriran del nekega tega ezoteričnega znanja, znanj iz osebnostne rasti. Moramo torej strahove ozemljiti? Absolutno. Se pravi, mi lažji, se pravi, pogoj, da ti se znebiš strahov, učinkovito je dobra povezava z energijo Zemlje. Poleg tega energija Zemlje nas tudi, se pravi, obnavlja naše fizično telo. Torej, totalno je pomembna in totalno je pomembna za delovanje prvih 3 čakr. Tukaj je pa naša samopodoba, se pravi, naše komunikacijske sposobnosti, se pravi, sploh to, kako mi funkcioniramo v fizičnem svetu. V starih kulturah so veliko sedeli na tleh, pa kleče, pa ti lotosi, pa to naprej. Je bil to eden izmed njihovih načinov, na kakšen način so ohranjali stik? Absolutno, ja, absolutno. Posod v vseh kulturah so poznali pomen te, se pravi, povezave z Zemljo. In recimo v krščanstvu klečanje se energijsko, ko klečiš, se energijsko odpre točka na presredku. Ista točka se energijsko odpre recimo pri tem, se pravi, lotos položaju. Japonci so sedeli na petah, spet zato, da bi bila ta točka proti Zemlji odprta. Kaj pa zgolj bosa hoja po Zemlji? Bo tudi to kaj naredili? Absolutno. Recimo obstajajo, vzhodnjaki imajo ene variante stoječih meditacij. Jaz sem to precej vadil in totalna je razlika, ti delaš z bosimi nogami zunaj ali pa noter. Tudi ti, se pravi, to ozemljevanje, procesiranje podzavestnih problemov je bistveno hitrejše, če ti delaš to z bosimi nogami zunaj. Zdaj, če bi rekla v neki točki vse ljudi, ki jih je fejst strah nečesa, že to, da gremo v bos na sprehod v naravo, pa se tukaj drži, pa globoko diha, bo naredil spremembo. Ja, to je ena od ključnih stvari, recimo, da preselimo dihanje v trebušen del. To je ena ključnih, to recimo bosa noga z tla to zmeri pomaga. In sploh recimo krepitev eteričnega telesa, vzemljitev eterično telo, to je ključno. In to je tisto, kar si že rekla, to je pri večini ignorirano. To je fizična raven, to ni nič, to je osnova vse. To je osnova. Najlepša hvala. Tadej Pretnar je bil danes v naši družbi. Vi pa premislite, razmislite, kateri so tisti strahovi, ki jih nosite s sabo, kajti na takšen način se močno omejujete v življenju in, če vam povem preprosto, tega vam res ni treba. Brez tako imenovane prebiotične hrane, to so tiste topne vlaknine, se ne bo v telesu ustvarilo dovolj protivnetnih snovi, kot so recimo kratkoverižne maščobne kisline, bakterije bodo ostale lačne.